Lep dober dan. Ker je čas zlato, bomo mi torej tudi pognali naše omizje, pogovorno omizje. Zgodovina je najboljša učiteljica, če se ji seveda pustimo učiti. In zgodovina kot taka nas opozarja, da so naravne nesreče pri nas realnost. Denimo poplavam v Sloveniji je podvrženih in s tem poplavno ogroženih več kot 300.000 hektarjev slovenskih površin. Na to je že pred skoraj 2 desetletjema opozorila klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj, ki je ob vsem tem poznavanju terena še poudarila, da se podnebje zelo hitro spreminja in da bodo močnejši padavinski cikel in vremenske skrajnosti nedvomno tudi del slovenske prihodnosti. Kako bo s tem opravila narava, bomo skušali vsaj s preventivnimi posegi vplivati mi, kako pa bo vse, kar nas čaka, predelal in prebavil človek. Dovolite, da ob omizju naravne nesreče in duševne stiske najprej pozdravim vse spoštovane predstavnice institucij, ki smo iz prve roke v letošnji povodnji spremljali vse, tudi tisto, na kar v danem trenutku sploh nismo bili pripravljeni. Z nami so psihiatrinja zdravstvenega doma Ravne, doktorica Petra Mihelič-Moličnik, regijska koordinatorica za duševno zdravje na NIJZ območna enota Ravne, gospa Jerneja Lorber, strokovna sodelavka CSD enote Ravne na Koroškem, Rolanda Jelen. Pridružila se nam bo tudi predsednica območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline, gospa Magdalena Piko. Takole, z nami tudi pastoralna asistentka in predstavnica župnijske Karitas Ravne na Koroškem, gospa Marija Prikržnik, strokovna delavka in vodja enote Altre Prevalje Petra Jovan in strokovna sodelavka občine Ravne na Koroškem Darja Čepin ter še naša občinska svetnica, članica mreže Evropske komisije Gradimo Evropo, nekdanja vodja kabineta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospa Mojca Erjavec. Dober dan in dobrodošle, hvala za vaš čas in dovolite, da vsebinsko preidemo torej na temo, zaradi katere smo se zbrale. 3. avgust, deževni četrtek, ki se je sprevrgal v petek 4. avgusta, ki ga bomo nedvomno pomnili še dolgo časa. Če se osredinim samo na Ravne, saj mi je ta statistika najbolj domača, uničenih 7 km vodovoda, evidentiranih 72 plazov, 8 kritičnih, 63 km uničenih cest, 5 popolnoma uničenih prepustov, 12 km popolnoma neprevoznih gozdnih cest plus veliko število manjših poškodb na cestah, usadi, plazišča, udori, 15.000 kubičnih metrov v vetrolomu podrtega drevja, močneje škodovanih še okoli 10 hektarjev gozdnih površin, manj poškodovanih nadaljnih 50 hektarjev površin, večje število manjših zemeljskih plazov tudi na gozdnih površinah. Evakuiranih dne 5.8. 28 oseb, samo evakuiranih 13 in številke so rasle. Zaliti domovi, evakuacije in samo evakuirani občanke in občani, plazovita območja, gmotna škoda. Ko govorimo o takih razsežnostih povodnji, se soočamo z izjemno težkimi in travmatičnimi situacijami. Te naravne nesreče prizadenejo ne le naše fizično okolje, ampak imajo globok vpliv tudi na posameznika in na njegovo duševno zdravje. Občutki, ki jih doživljamo v teh trenutkih, ki smo jih tudi na občinskem štabu civilne zaščite spremljali, so bili izjemno intenzivni. Strah, tesnoba, obup, jeza, žalost in zmeda so le nekatera čustva, ki jih lahko doživimo, ki smo jih prepoznavali in ki smo jih zaznali. A to je le vrh ledene gore. Prizadevanja občine v prvih urah so šla predvsem v smeri reševanja akutnih težav in preventivne zaščite, torej zaščite imetja, lastnine, življenj ljudi. Kako ste pristopili, kaj je bilo opravljenega in kaj je bil torej najprej obliž za najbolj prizadete, ki so se znašli v izjemni stiski, nekateri domala brez vsega, sprašujem najprej kolegico, strokovno sodelavko občine Ravne na Koroškem, Darjo Čepin. Prosim. Hvala za besedo. Pri nas se je začelo vse skupaj 4.8. ob 4. uri je bil aktiviran štab civilne zaščite občine Ravne na lokaciji mestne hiše. Aktiviran je bil tudi občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah in ob 8. uri zjutraj je na ta dan bilo v trgu že več kot 1 meter vode in takoj se je potem tudi pričelo z dejavnostmi za reševanje ljudi, živali in posledično tudi materialnih dobrin. Seveda to smo se tudi povezali z vsemi organi civilne zaščite.
Prvenstvena naloga štaba je bila obvladovanje naraščajoče reke Meže in preprečevanje nastanka nadaljne škode na infrastrukturnih objektih. Gasilci so se takoj aktivirali, skrbeli za črpanje meteorne vode iz kleti, stanovanjskih objektov in drugih površin. Aktivirane so bile strokovne službe občine, pozvali smo prostovoljce, te smo najprej v prvi vrsti potrebovali za polnjenje protipoplavnih vreč. Naknadno so se potem tudi v izvajanje ukrepov vključevale številne potem tudi druge naše organizacije, ki so tudi tukaj prisotne. Takoj ob pojavu nevarnosti nastopa visokih vod je bilo treba začeti izvajati tudi zaščitne ukrepe, kot so na primer dodatni obrambni nasipi, ščitenja prometnic. Zdaj prevladujoči dogodki, ki so se nekako odvijali v okviru štaba civilne zaščite, kot sem že prej omenila, je bila nabava in polnjenje protipoplavnih vreč in seveda zaščita objektov z protipoplavnimi vrečami. Potem je bilo potrebno reševanje ogroženih, padla so drevesa na cestah, na objektih, torej se je pojavljala škoda, zamašeni so bili propusti. Odstranjevali smo razne ovire, strokovni terenski pregledi so bili ter evidentiranje plazenja tal. Zagotavljati je bilo potrebno pitno vodo, potekale so evakuacije, priprava prostorov za evakuacijo. Potem smo seveda tudi zagotavljali oskrbo, torej hrano, pijačo vsem, ki so bili evakuirani. Zagotavljali smo tudi prehrano in vse, kar je bilo potrebno, opremo za prostovoljce. Zagotavljali smo tudi več kot 100 obrokov dnevno in pa seveda tudi nabavljali smo razni material, razložilce zraka, šavfle, orodje, karkoli pa če je bilo potrebno, da se je lahko pač hitro pristopilo k pomoči tistim, ki so jo potrebovali. Poplave so seveda povzročile obsežno uničenje, poplavljene ceste, prekinjene so bile razne oskrbe in pa evakuacija prebivalcev. Mi smo potem tudi takoj pričeli z čiščenjem, za kar smo seveda potrebovali veliko število prostovoljcev. Tu moramo poudariti, da so se prostovoljci res javljali prostovoljno. Imeli smo kar evidentiranih 218 prostovoljcev, nekateri so bili dnevno prisotni na teh, torej pri vseh aktivnostih. No, zagotavljati je bilo potrebno tudi pitno vodo v zalogovnikih. Imeli smo tudi, vzpostavljene so bile tudi nujna medicinska pomoč, zobozdravstvena oskrba, veterinarska oskrba, potem tudi se je zagotavljala psihološka pomoč strani Centra za socialno delo in tudi drugih institucij. To bojo v bistvu potem kolegice povedale vsaka iz svoje pristojnosti. Imeli smo tudi organizirano varstvo otrok. Potem se je pa že pričelo, po tem prvem tednu se je pa že pričelo tudi z humanitarnimi pomočmi. Kot prva je bila humanitarna pomoč, ki jo je zagotovila država, to je bilo 5 milijonov evrov sredstev, ki jo je potem tudi so jo razdeljevale Karitas in pa Rdeči križ, kar bojo kolegice tudi same poročale. No, mi na občini pa smo tudi pristopili z donacijami bele tehnike in pa tudi bonov, tako da so lahko tisti, ki so pač izhajali, smo seveda iz potreb na terenu, tudi naše ekipa medgeneracijskega centra in pa predstavnikov krajevnih četrtnih skupnosti so bile na terenu in so tudi tako, da smo imeli nekako stik z temi osebami, ki so pač imele škodo in smo potem izhajali iz potreb in tudi kolikor je bilo v naši moči, kolikor smo dobili doniranih sredstev oziroma bonov in pa bele tehnike, smo potem to tudi razdelili skupaj z pomočjo Rdečega križa, Karitasa in pa Centra za socialno delo. Tako da to so bili tisti naši prvi trenutki.
Smo pa tako, kot je že bilo v štartu povedano, tudi mi, ko smo bili v tej ekipi, doživljali marsikaj, no, kot je bilo povedano, od žalosti, jeze, straha, tako da, ampak o tem pa več v nadaljevanju strani strokovnih delavcev. Hvala. Hvala lepa. Zdaj malo bolj obsežen in obširen uvod je bil potreben tudi za samo bolj plastično predstavo situacije kot take. Zaliti domovi predstavljajo izgubo našega zavetja, varnosti, udobja, kar sproži najprej občutek nemoči in obupa. Evakuacija nas loči od svojega doma in običajnega načina življenja, kar spet povzroča občutke negotovosti in izgubljenosti. Plazovita območja nas prizemljijo, kar se tiče krhkosti našega okolja in naše lastne ranljivosti. Poleg teh akutnih občutkov pa so tu tudi duševne stiske, ki imajo nastavek za dolgoročno težavo. Do trenutka, da prepoznamo, da težavo imamo, lahko preteče tudi različno časa. Kakšna je definicija oziroma opis stanja človeka po prvotnem šoku zaradi naravne nesreče tovrstnih razsežnosti? Kaj ste opažali na terenu po povodnji in s čim so se soočali občanke in občani občine Ravne na Koroškem, doktorica Petra Mihelič-Moličnik? Ja, pozdravljeni vsi prisotni. Zdaj seveda krizna situacija, kot ste že opisali, poruši neko ravnovesje v človeku, poruši nek naš rutinski vsak dan in v prvi fazi je seveda se bori človek za svoje življenje, za svoje preživetje. Zdaj veliko ljudi je tudi poskušalo na vse načine reševati svoje imetje in so v teh poskusih reševanja tudi ogrožali svoje življenja, ker niso bili pripravljeni na to, da ima narava res lahko tako silovito moč in so te zgodbe potem tudi pripovedovali. V tem prvem šoku, ko nekako človek že začuti, da je preživel, da je tista prva nevarnost mimo, so pogosto poročali, da so imeli občutke nerealnosti, kot da se to ni njim zgodilo, kot da sanjajo neke sanje, kot da se bi uščipnili in se prebudili, pa tega ne bi bilo. To je v bistvu ta prva faza, ki nekako tudi zaščiti človeka pred tistimi najhujšimi čustvi, da nekako lažje gre čez to, je tudi neke vrste obramba. Potem v nadaljevanju pa že pride tisti aktivni del, se pravi, ko je treba to krizno situacijo reševati, ko je treba nekaj narediti, ko je treba ukrepati. V tem delu pa seveda se tudi ljudje različno odzovemo. Zdaj eni se odzovejo na tak način, da se res aktivirajo, da zberejo nek nenormalni pogum, bom rekla, energijo, premikajo gore, če tako rečem. Drugi pa se lahko odzovejo tudi z neko ohromitvijo, s tem, da prevladajo neka čustva, ki strahu dejansko ohromijo, ne morejo delovati in seveda ni tako enoznačno, da bi rekla, zdaj je pri enem samo eno, pri drugem samo drugo. Ta čustva, te občutke se lahko tudi izmenjujejo, ampak zanimivo je bilo, ko so ljudje pripovedovali v teh primerih, kjer je pravzaprav bilo ogromno ljudi prizadetih, da so si drug drugemu potem pomagali. Se pravi, tisti, ki je bil v neki aktivni fazi, je nekako spodbujal še onega drugega, ki bi najrajše obupal in to se mi je zdelo v teh pripovedih, da je bil res en tak dober nastavek za to, da človek lažje gre potem skozi te stiske in da je manj nevarnosti, da se potem te stiske vlečejo, da ne ostane sam v neki brezupni situaciji, ampak da čuti, da ni sam, da si lahko pomaga, da je neka solidarnost in se mi zdi, da to je bilo sigurno v veliki meri prisotno. Čeprav včasih so pa tisti negativni odzivi, eni so bili razdražljivi, jezni in so lahko tudi prevladali v določeni situaciji. In vedno je bilo bolj potrebno, da pristopi neki glas razuma, ampak te stvari so ljudje reševali na terenu, takrat v prvi fazi, ni bilo dostopa niti, so se angažirali ljudje, ki živijo v tistem okolju, strokovni sodelavci lahko povejo, da so tam pomagali, kjer so živeli, z naše strani je bila tudi ena diplomirana sestra, recimo v Črni, ki je potem nekako prevzela neko koordinatorstvo. Takrat so zelo pomagali psihologi na terenu, ki so prišli pod okriljem civilne zaščite, pod okriljem vojske in so lahko nekako tudi posegali v tiste najbolj
konfliktne situacije, ki so se mogoče zastavljale. Bi pa tu mogoče rekla, kak odziv je zdaj normalen, a ne? Ta Viktor Frankl, ki je zelo dobro povedal en stavek, se pravi v nenormalni odziv, v nenormalnih časih je pravzaprav normalen odziv, a ne? Mogoče glede tega, kako smo se pa mi vključevali, bo mogoče več povedala Jerneja, ker je strani NIJZ v bistvu potem se organiziralo te mobilne ekipe in mogoče v tem sodelovanju pa več Jerneja. Hvala lepa. Ja, kot ste že napovedali, potujemo dalje tudi na teren. Z nami je tudi regijska koordinatorica za duševno zdravje iz NIJZ območne enote Ravne, Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Gospa Jerneja Lorber, vaše delo je steklo izjemno hitro na akutnih mestih, torej na terenu. Kako ste se zorganizirali in kako je bila organizirana potem pomoč z vaše strani? Ja, pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi se strinjala z vami, da je bilo res ta prepoznana psihološka pomoč, potreba po njej hitro naslovljena. V prvi vrsti sicer z strani ekipe za psihološko pomoč pri civilni zaščiti. Prve dni so bili, mislim, da že kar drugi dan je bila ekipa psihologov na terenu, kot je dr. Moličnikova omenila, tudi medicinska sestra, domačinka, ki je zelo pomembno delo tam opravila in smo jo kar mogli čuvati, da ni sama pregorela, ker se pravzaprav ni mogla odstraniti iz te situacije, kjer je pač živela. Tudi sodelavke Centra za socialno delo, vem, da so bile dnevno tam prisotne, tako da ta človeška aktivacija virov v okolju, ki so že, je bila res v bistvu izjemna, hitra in primerna. Kasneje se je pravzaprav strani civilne zaščite izdala odredba, ki je nekako načrtovala, da se vzpostavi po Sloveniji 7 mobilnih timov za bolj dolgoročno pomoč ob tej nesreči. Ti timi so bili vzpostavljeni znotraj že obstoječih centrov za duševno zdravje odraslih, vključevali pa so seveda kader, ki je tam zaposlen, poleg tega pa skupnostne službe, socialnega varstva, Rdeči križ, Karitas, patronažno varstvo, tako da je bilo v bistvu res celostno nekako zastavljeno in pokrito. Hkrati tudi zato, ker službe Centra za duševno zdravje so že same nekako kadrovsko podhranjeno in zagotavljati pomoč na terenu, da bi šli od vrat do vrat, je bilo nekako v tistem trenutku nemogoče. Pa še izkušnja mogoče z terena, kar so nam povedali, v Črni so eno pisarno omogočili, kamor lahko bi ljudje se obračali na pogovor, vendar ta način pomoči nekako ni bil primeren. Takrat, ko so pa šli na teren, potrkali na vrata, pa kot boste tudi vi kasneje povedali, so bili ljudje dobro sprejeti in so pravzaprav spregovorili o svojem doživljanju in čustvih. Tako da smo v bistvu tudi videli, kaj deluje in kaj ne. Velikokrat so govorili tudi, puste nas zdaj pri miru, mi rabimo zdaj psihologe z bagri. To se pravi, katere prioritete so bile prej, tudi reševalci sami so v bistvu pregorevali v želji, da pomagajo drugim, so dostikrat pozabili nase, ampak so rekli, ne zdaj, mi moramo zdaj reševati življenja in imetje. Ja, hitro je bila vzpostavljena tudi mogoče telefonska pomoč v stiski, smo pa nekako vsi pričakovali, da bo teh stisk več. Kaj je zdaj temu tako, zakaj je tako, da ni bilo tudi na telefonske številke to klicev, bomo verjetno še kasneje bolj razumeli, ampak tisti, ki pa so klicali, pa so govorili o tem, da se soočajo z anksioznostjo, nespečnostjo, osamljenostjo. To so te poglavitne stvari, ki so nekako štrlele ven. Kontaktirali smo pravzaprav tudi šole v začetku šolskega leta, da preverimo, kako so se te stiske odražale na otrocih. Svetovalni delavci so v tem prvem mesecu povedali, da pravzaprav ne opažajo kakih posebnosti, hkrati pa opozorili, da to, kar že dlje časa opozarjamo, opažamo, da vse več mladostnikov nekako kaže to anksiozno in psihosomatsko simptomatiko. Zelo dobrodošla in kot smo že prej rekli, potrebna pomoč je bila pomoč Rdečega križa, okrepitev iz drugih krajev, bolničarjev, ki so imeli dodatna znanja z psihološke prve pomoči, ki so dejansko šli od vrat do vrat in oni pravzaprav bili
tisti glas na terenu, ki je potem posameznikom, ki so jih prepoznali kot bolj ogrožene, v bistvu posredoval številko oziroma nam posredoval, pa da se je mobilni tim vklopil in nekako vzpostavil stik z temi posamezniki. O številkah ne bom kaj dosti, mogoče sam še to, na ta telefon, ki je bil vzpostavljen za psihosocialno pomoč, je poklicalo od 16. avgusta do danes 6 ljudi. 2 posameznika v stiski, 2 sodelavca za nekoga in 2-krat družinska člana. Tako da ne toliko veliko, ampak hkrati pomembno. Za teh 6 ljudi po moje pomembna številka. Mobilni tim je pa v tem času obravnaval 49 oseb v 38 intervencijah. Toliko mogoče na kratko za začetek. Hvala lepa. Še eno zanimivo percepcijo celotne situacije ste izpostavili, kako izjemnega pomena je povezanost vseh pristojnih služb, kako zelo moramo delati z roko v roki. Zelo hitro ste se v bran najbolj ranljivim organizirano postavili tudi na Centru za socialno delo, kjer ste ponudili, mislim, da kar v prvih dneh že po katastrofi dodatno izredno pomoč in organizirali tudi strokovno pomoč. Z nami je namreč gospa Rolanda Jelen, strokovna sodelavka na Centru za socialno delo. Pa preden se posvetiva vašemu strokovnemu doprinosu, bom izkoristila priliko, da vas povabim, pozovem, poprosim tudi k izpovedi osebno. Vi ste imeli tudi osebno izkušnjo te nemoči in vdora vode. Zelo blizu je bilo, zelo blizu vas. Razumem, da so to vrstne izkušnje zelo osebna in občutljiva zadeva, vendar lahko v veliki meri prispevajo tudi k večji empatiji, k večji vključenosti, interakcija med ljudmi, ki so se soočili z podobno situacijo. Vaša zgodba bo nedvomno navdih in je neprecenljiva. Zato morda najprej, kako se vi spomnite 4. avgusta? Lep pozdrav še z moje strani. Zanimivo mi je bilo zdaj dr. Petro Mihelič-Maličnik poslušati, ker je bilo, kot da bi mene osebno opisala. Dejansko smo se zbudili sred noči, ko je bilo vse temno, ostalo ni bilo elektrike, niti nismo videli, kaj se dogaja. Ko smo šli ven iz stanovanj, je voda drla vse posod, kjer ne bi smela biti. Pri nas je bilo tako, da mi je drla do vrat, ampak k sreči ni tja prišla. No. Kljub temu je bilo to zelo intenzivno doživljanje in tudi se kasneje nisem mogla vključiti kot strokovna delavka, ampak sem bila prostovoljka. V tisti noči je bilo vse precej zmedeno, res smo, ampak hkrati smo nekje našli sosedi skupaj tisto, zdaj moramo pa nekaj narediti. Enam sosedam tamle je zalilo stanovanje in v bloku, kjer živim, smo se potem umaknili v zgornji del in čakali, kaj se bo zgodilo zjutraj. Ko se je zdanilo, je bilo to res grozljivo videti. Občutki so bili fejst mešani, dejansko si se soočil s tem, da si bil vesel, da si živ, to, kar smo vsi pol govorili, vse glavno, da si živ, in vsem se nam je zdelo, da se ni bilo tako grozno, zato ker smo bili tam še vsi. Tisto, kaj je bilo pa fejst pomembno, tudi kasneje se je to izkazalo, je to, da smo se povezali, da je vsak prinesel, kar je imel. Problem je seveda takoj nastal z elektriko, z vodo, z internetom in pa smo iskali doma tiste flaše vode, kdo je še kaj imel, kaj smo imeli za jesti, da ni bilo treba za pogret. Res je bilo lepo to videti, no? Ker pri sosedih je vedno tako, da se zaradi malenkosti prej skregaš. V teh trenutkih smo pozabili na vse stare zamere, zadeve, ko so se nam zgodile. Je bilo pa čustvovanje fejst intenzivno in stvari so se dogajale v valovih. En čas si bil, stres je bil ves čas prisoten, ampak si vedel, da ne smeš popustiti. Ko je prišla elektrika oziroma signal telefonski, se spomnim, se to bilo že kaki 10. dan ali pa mogoče 5., 6., no se imam vse pomešano, so me klicale kolegice z drugega konca spraševali Slovenije, so rekle, da so to grozo videle po televiziji in kako je meni. Sem rekla, jaz sem tudi objavila, kaj drugače ne objavljam toliko na Facebooku, vse, kar smo delali, kako smo reševali te zadeve
In sem rekla, ja, sej gre. Hkrati pa vem, da sem spala samo po 5 ur na noč, da sem se zbujala, da enostavno nisem bila čisto jaz. Všeč mi, res je doktor Moličnikova povedala vse to, kar se je tudi manj dogajalo. Res tisto, kar je bilo najbolj pomembno, je bila sosedska pomoč. Doktor Mihalič Moličnik, dejansko je učbeniško, ne? Vse normalno, kar smo občutili, kar smo videli. Pa še ena zanimiva reč je ta časovna komponenta, kako človek povsem izgubi občutek za čas, dan in vse ostale potrebe. Morebiti, če se bomo doktorico Moličnikov še vključili v nadaljevanju, pa če se zdaj posvetiva še vašemu strokovnemu pristopu, katere storitve ste mobilizirali, kako je steklo vaše delo na terenu? Ja, v Črni smo kar 3 strokovne delavke, 2 od teh nista bile udeležene na tak način v poplavah, da bi jim do domov prišel in se lahko hitro šle na teren. To, ko je že Jerneja povedala, vzpostavitev pisarne se je kasneje pol tudi sicer v redu izkazala, ampak na tisti prvi stik je bil pa, da so šle od doma do doma po terenu 2 strokovni delavki in je se to tudi izkazalo za najbolj učinkovito. No. S tem, da so se plazile čez plazove, peš hodile kilometre in kilometre, vse posod so jih pa dobro sprejeli ljudje, no, so bili veseli, dobili so tiste osnovne informacije, kam se lahko obrnejo, kaj vse bojo lahko uveljavljali, pa takrat še nismo vedeli, a ne. To se je potem čez en čas izkazalo in smo v okviru te prve socialne pomoči jim pomagali. Pa morebiti, če ravno na tem mestu nadaljujeva, lahko poročate denimo o številu prejetih vlog, doslej morda tudi o višini pomoči z vaše strani, koliko se je že steklo, kaj se še bo steklo? Na CSD Koroška smo prejeli 925 vlog za to solidarnostno pomoč, Mežiška dolina od tega 598, rešili smo jih okoli 90%, razdelili smo pa že slabe 4 milijone sredstev. Izredne pomoči. Izredne pomoči. Hvala lepa. Rdeči križ Slovenije je neodvisna, nepridobitna in humanitarna organizacija, ki pomaga oblastem pri preprečevanju in lajšanju trpljenja, zaščiti življenj in zdravja ljudi, zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic. V Mežiški dolini ste prisotni skoraj že kmalu okroglih 50 let. Dolgoletni predsednik, več kot 27 let je bil gospod Kordež, ki je tudi zaslužen član Rdečega križa Slovenije. Po vsej dolini pa je vključenih v prostovoljno v Rdeči križ Mežiške doline nekaj manj kot 100 prostovoljcev. Z nami pa je tudi predsednica območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline, gospa Magdalena Piko. Vaša je skrb za najranljivejše. Kako ste se lotili tako obsežne in zahtevne naloge po letošnji povodnji? Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Naravne nesreče v avgustu so nas vse presenetile in pa upozorile na to, da nikakor nismo bili pripravljeni. Sprva sploh nismo dojeli velikost povzročene škode, ki so jo utrpeli tako posamezniki kot celotna Slovenija. Najprej smo zbrali vrste in organizirali prvo pomoč tam, kjer smo sploh lahko dostopali. Tudi naši prostovoljci so bili med poplavljenci in so nesebično pomagali najbolj prizadetim. Pripravili smo pakete z osnovno hrano in higienskimi pripomočki, predvsem pa smo želeli z obiskom in pogovorom najbolj ogroženim pokazati, da niso sami. Povezali smo se z predstavniki krajevnih skupnosti, ki so bolj poznali vsa gospodinjstva in razmere na najbolj ogroženih območjih, ter skupaj pregledali sezname ter si razporedili naloge. Občina Ravne je edina na Koroškem povezala vse službe, ki se ukvarjajo s socialo in psihosocialnim stanjem, to je s Centrom za socialno delo, Karitasom, Rdečim križem, Altri, NIJZ-jem. Organizirala je sestanke, kjer smo s svojimi poročili in predlogi določili nadaljne aktivnosti. Moram poudariti, da nas v Mežiški dolini nekateri župani niso hoteli ali nas niso videli, niti naša prizadevanja.
Rdeči križ Slovenije je na Koroško poslal mobilni tim za nudenje laične psihosocialne pomoči. To so usposobljeni prostovoljci, bolničari, študentje socialnih ved in tako naprej. Po upravljenem delu na terenu so bili zelo zadovoljni s svojim poslanstvom. Naši ljudje so jih toplo sprejeli, odprli domove in jim popolnoma zaupali. Ob zaznavanju večjih stisk smo obvestili tudi NIJZ in jih napotili v strokovno obravnavo. Mogoče, če tule lahko samo povem vtis ene naše prostovoljke. Ljudje, s katerimi smo upravili razgovore, so nas izredno lepo sprejeli. Pomoči in stika nihče ni zavrnil. Vzeli so si čas in pogovor. Tekom pogovorov smo zaznavali stiske in močno čustveno obremenitev zaradi izkušnje preteklih dogodkov. Zaznati je bilo veliko strahu in negotovosti, vezane predvsem na prihodnje obdobje, mesece, tako v smislu sanacije prizadetih območij in stanovanjskih objektov, kot tudi individualne strahove morebitnega ponovnega doživetja podobnega dogodka v prihodnosti. Torej strah ob napovedi dežja, negotovost pred zimo. Potrebe po razbremenilnih pogovorih so bile precejšnje. Ljudje so že takoj po pogovorih poročali, da je bil pogovor za njih pomemben, da imajo občutek, da so lahko dali iz sebe nekaj, kar jih je že nekaj časa bremenilo in se čutili sprejete v svoje stiske in bolečini. Vsem prebivalcev Mežiške doline se v svojem imenu in imenu ostalih prostovoljcev Rdečega križa, ki so delovali na terenu, iskreno zahvaljujem za odprtost in zaupanje. Za nami je obdobje nudenja prve pomoči v obliki denarja, denarnih bonov in materijala v obliki hrane, čistil, potrebnih stvari, s katerim smo dejansko pokrili večino populacije. Zdaj prehajamo v fazo bolj individualnih obravnav, kjer bo pa tudi, po mojem, zahteva večjo strokovnost in pa predvsem povezavo med vsemi družbami, ki smo danes tudi tu prisotni. Hvala. Se še znotraj vaše organizacije soočate s kakšnimi posebnimi izzivi, k čemu bi pozvali? Posebej bi pozvali k temu, da ugotavljamo, da v takih trenutkih so takšne organizacije, kot so naše, podhranjene. Povabili bi predvsem mlajše prostovoljce, kajti delo, ki smo ga zdaj bili deležni, zahteva precej fizične moči, prehodili smo ogromno kilometrov, prenosili smo ogromno kilogramov in vode in hrane in vsega. Tudi poslušanje teh zgodb je dejansko obremenilno in res v svoje vrste vabimo prostovoljce. Zdaj na tej točki pa se mi lepo nastavljate za naslednje vprašanje oziroma za nadaljevanje pogovora. Tudi Župnijska Karitas je na voljo za pomoč. Nesebično so se odzvali našemu klicu, ko je bilo treba organizirati hrano in vedno se, ne glede na to, kaj pričakujemo od njih, odzovajo pozitivno. Tudi Župnijska Karitas se napaja iz čistega dobrovoljstva in dobrih del, tako lahko potegnemo nekako paralelo z Rdečim križem. Tudi vi se najbrž ne bi branili novih sil in prostovoljcev v svojih vrstah, predvsem mladih, da se vam pridružijo in pomagajo z novimi idejami in sodelovanjem. Biti prostovoljec pri Karitas pomeni služiti drugemu z ljubeznijo. Gospa Marija Prikržnik, vi ste pastoralna asistentka in predstavnica Župnijske Karitas Ravne. Kako ste vi pomoč izvedli na terenu, prav tiste ob prvih delitvah pomoči, kako ste zbrali svoje sile, kdaj so se začele vaše naloge, kako ste se jih porazdelili in kaj na terenu opazili? Lepo pozdravljeni vsi v imenu Župnijske Karitas Ravne, pozdravljam vse prisotne. Tako kot ste povedali, Župnijska Karitas, ki normalno deluje v vseh časih, vseh trenutkih, skrbi za družine, ki so v stiskah in seveda tudi za starejše in tako naprej, se je znašla tokrat, po mojem, prvič, v taki situaciji, ko je potrebno takoj odreagirati in to smo tudi storili.
takoj drugi, tretji dan smo se zbrali skupaj in rekli, kaj pa mi, kaj lahko mi storimo v tej situaciji. In kot je bilo že tukaj tudi nakazano, smo takoj vedeli, da na naša vrata ne bodo ljudje kar takoj potrkali, češ rabimo to, da moramo torej mi vstopiti in mi priti k ljudem, zato smo tudi v bistvu potrkali na vrata, naredili en obhod, najprej tukaj v Ravnah na trgu, potem poklicali koga, ko smo vedeli, a ne, kaj se je zgodilo. Na Facebooku je tudi kdo mal pojamral, pa smo takoj odreagirali, pa poklicali še tam. Tako da smo hitro imeli kar en krog ljudi, ki imajo neke potrebe, a ne. In smo šli na Dobrije, na Tolsti vrh, Poljana pri Prevaljah. Naša župnijska Karitas je pač v tem času enih 20 družin oskrbovala. Ne enkrat, pač večkrat, glede na to, kaj je kdo potreboval, seveda v prvi vrsti hrana, pijača, kot ste že omenili, hrana za delavce, ki so prišli tem družinam pomagati. Tako da smo mi pač dnevno smo bili na terenu in v stiku s temi ljudmi, kaj potrebujejo. Pa je nekdo poklical, danes bo pri nas 20 delavcev. Rabili bi pijačo, rabili bi hrano, ok, gremo, a ne. Mi smo šli to nabaviti, mi smo to konkretno odpeljali, približno na tak način je to potekalo. V stiku smo bili tudi širše v dolini, z Mežiško Karitas in pa z civilno zaščito v Mežici, tudi tja smo nekaj dostavili. Tudi v Črno smo kontaktirali, če bi rabili kako pomoč, vendar moram reči, da nekako tako velike potrebe v tistem trenutku ni bilo, tako da mi smo se potem bolj ustavili na našem koncu. Rada bi izpostavila zelo zanimivo, torej ponudba in povpraševanje glede kosovnega pohištva. Ni bilo tako veliko, vendar nekaj je bilo. Nekdo je rekel, jaz rabim jogi, jaz rabim eno omaro, jaz rabim hladilnik, mi smo to dali obvestilo in nekdo drug je rekel, jaz imam to, mi smo si zapisovali, kaj kdo ponuja, kaj kdo lahko da in potem odreagirali takoj in peljali, dobesedno šli iskat ta kos pohištva in ga odpeljali na dotično mesto. Ni bilo tega tako veliko, vendar je bilo zelo dobrodošlo. No, potem je bilo že omenjeno, tudi župnijska Karitas je darilne kartice Hoferja razdelila. Mi delujemo v okviru nadškofijske Karitasa, ne. Moram povedati, da tajnik Darko Bračun, direktor Branko Maček in seveda nadškof Alojzij Cvikl, ki so predstavniki naše nadškofijske Karitas. Mi smo bili v nenehnem kontaktu z njimi, tudi oni so pripeljali pomoč, bili so večkrat tukaj na terenu, tako da smo kar z roko v roki tu sodelovali in vse te od darilnih kartic do vlog, to je šlo vse v bistvu preko nadškofijske Karitas, tako da smo v tem smislu sodelovali. Naša župnijska Karitas pa je odprla tudi račun oziroma pač na naš račun so lahko se namensko tudi zbirala sredstva, zato moram reči po mojem kar lepo število, preko 8.000 evrov smo zbrali v tem kratkem času na naš račun in tudi večino teh sredstev že, a ne v bistvu porabili oziroma porazdelili, ne. Si predstavljate, če je neki družini pač bila poškodovana peč pred kurilno sezono, to je več kot 10.000 evrov, a ne, iz vseh teh, tudi če so se prijavili na vse te vloge, to ni dovolj, a ne, tako da mi smo pač to gledali in pač priskočili na pomoč, kjer je bilo možno. Tudi za družino Nabernik ali kmetijo Blatnik smo posebej odprli račun, da bi lahko tudi njim pomagali. Vemo, da so izgubili skoraj 90% svojega zemljišča, a ne. Tako da na tak način smo mi v bistvu zelo, po mojem, hitro reagirali, torej ne čakati,
da bo kdo potrkal na naša vrata, ker po mojem bi se to zgodilo, mislim, da sta ni 2 osebi, ostalo smo pa mi vstopili v kontakt in bila je velika hvaležnost, moram reči, in tista, ko materialno pomagaš, tudi vsaj mičkeno blažiš tudi tisto duševno stisko, objem, solze, ena tolažba z vsemi, ki smo tako prišli v stik, je pa to, da ti lahko povejo, kaj se jim je zgodilo in kako naprej, da skupaj kakšno besedo rečemo, se mi zdi, da smo tudi malo nudili to psihološko pomoč. Razbremenilni pogovori, o tem smo tako, na tak ja. način. Morda tudi vi bolj, ko ne delujete v enem, da se grdo izrazim, bo pa plastično, v enem znanem bazenu. Se pravi, vi imate sicer nek svoj okvir, svoje sezname, svoje ljudi, ki imajo svoje potrebe, ki so vam že znane, a se vam zdaj ta, da ne rečem del okrog, ta seznam kaj spremenil? Se je situacija na terenu kaj poslabšala? Torej, lahko rečem to, da v bistvu ti naši stalni uporabniki, če tako rečem, niso bili med poplavljenimi, a ne? Tako da je v bistvu se zdaj odprl novi krog, a ne? Ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. Drugače, naša župnijska Karitas redno pomaga 90 družinam na Ravnah, torej z hrano, s položnicami in tako naprej. Čeprav vem, mislim, da dejansko to, kdo je pa zdaj potreboval pomoč, da so to predvsem drugi ljudje. A ne? Tako da se je v bistvu še ta krog razširil. Seveda predvidevamo, da bo ta pomoč ne bo stalna ali pa da bo v nekem času si ljudje dejansko opomogli in potem ne bodo več potrebovali naše pomoči. To predvidevamo. Medtem ko ostale družine so pa kar neke stalne družine, ki že leta in leta potrebujejo pomoč Karitas. Hvala lepa. Z nami pa je tudi strokovna sodelavka v programu zagovorništva društva Altra, enota Prevalje in vodja enote Prevalje, gospa Petra Jovan. Društvo Altra je sicer nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki izvaja storitve in programe z področja duševnega zdravja v skupnosti že tudi 3 desetletja. Delujete na področju socialnega in zdravstvenega varstva, izvajate programe preventivne narave, dejavnosti stanovanjskih skupin, dnevnih centrov, klubov in drugih oblik za oskrbo. Zavzemate se tudi za razvoj učinkovitih skupnostnih služb na področju duševnega zdravja, za nas torej v enoti Prevalje, in tudi vas ta povodenj ni zaobšla. Zato lahko na nek način govoriva tudi o eni prvoosebni izkušnji. Kako ste se soočili vi s prvimi stiskami, kako ste omilili morebitno nadaljnje poslabšanje razmer? Lepe pozdrave tudi v imenu društva Altra, predvsem enote Prevalje, tudi strani našega sedeža iz Ljubljane, ker so tudi oni prihiteli k nam hitro na pomoč. Ja, tudi naša osebna izkušnja je bila za nas velik izziv. Predvsem v začetku, če se spomnimo noči na 4. avgust, kajti takrat smo, ko smo se prebudili ujutro, ugotovili, da preprosto strokovni delavci ne moremo v službo. Prekinjene so bile poti do nas in hitro se nam je porodila misel, kaj pa naši stanovalci na Prevaljah. Imamo namreč 8 stanovalcev v naši stanovanjski skupini, za nje je potrebno poskrbeti. To so osebe z že izraženimi težavami v duševnem zdravju, predvsem gre to za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki so v stanovanjski skupini z namenom, ker potrebuje pomoč, podporo pri vsakdanjem življenju. Predvsem pa se taka pomoč in podpora izkaže v takih izrednih situacijah, kot so naravne nesreče. In naše telefonske linije z naših koncev so sicer delovale, zato smo lahko bili ves čas v telefonski navezavi. In ugotovili smo, da ena strokovna delavka, ki pa je zelo blizu stanovanjske skupine, lahko dostopa do naših stanovalcev, kar pomeni, da osnovne stvari so bile poskrbljene, skoordinirana pomoč iz okolja, civilna zaščita, Karitas, Rdeči križ, vojska, gasilci, vse, kar je bilo takrat na voljo, kajti poplavljene smo imeli celotne spodnje prostore hiše, se pravi vse pisarne vseh 3 programov, kot tudi dnevni center, kar pomeni, da smo programe razen stanovanjske skupine za nas zaprli.
Na voljo uporabnikom smo bili preko mailov in telefonov, ampak vseeno to šele potem od ponedeljka dalje. Prvi sestanek, naš krizni na enoti je bil šele v nedeljo, ko smo pregledali, kakšna škoda je narejena in ko smo lahko en tak prvi širši sestanek z našimi stanovci naredili, kako naprej. Ker do takrat smo samo za preživetje stvari lahko zagotovili, pa še to strani samo ene strokovne delavke, kar pomeni, da je bila to res velik izziv in je pomenilo to tudi veliko izčrpanje te naše strokovne delavke, zato smo naredili vse, da jo čim prej umaknemo, da si odpočije. Težava je bila predvsem tudi to. Vsi zaposleni smo se soočali tudi s takimi težavami, ali zaradi poplave, ali zaradi zemeljskih plazov doma, v svojem domačem okolju, kar pomeni, da smo bili dvojno obremenjeni zaradi svojih lastnih izkušenj, kot tudi zaradi skrbi za naše uporabnike. Ampak ko smo uspeli nekako priti na enoto, stvari nekako uspeti urediti do take ravni, da je življenje teklo naprej, smo ugotovili, kako zelo pomembne so tiste osnovne življenjske stvari. In naši stanovalci so res bili v stiski zaradi tega, kako to zagotoviti. In kar se je potem izkazovali so res veliko hvaležnost za tiste najosnovnejše stvari za življenje. Potem v nadaljevanju pa smo nudili pomoč preko maila in telefona tudi za širše naše uporabnike, kontinuirane tiste, ki se že tako in tako vključujejo v naše programe. Drugače pa se nekega posebnega povečanja števila uporabnikov ni vključevalo v naše programe, kajti na terenu je bila vsa ta pomoč res že nudena. Opažamo pa spremembe predvsem v tem trenutku, ko ljudje sprašujejo o pravicah, ki jih imajo sedaj, ko se povečujejo stiske, ampak ne samo neposredno zaradi reševanja življenja, sedaj se mislim, da pokaže veliko več težav. In teme, ki jih sedaj obravnavamo, so predvsem teme, ki se tičejo poplav in pravic po poplavah. Se pravi, vsebina naših programov se je spremenila, predvsem sedaj, ko smo mi operativni in nudimo pomoč v malo drugačni obliki. Hvala lepa. Zdaj, kot ste dejali, v osnovi so od vas odvisni tako dnevni uporabniki, kot tisti, ki so zunaj. Razveseljiv podatek je pravzaprav, da se ta vaš delokrog ni povečal, kar se tiče, ali pa vsaj ne zadosti, v upanju, da se tudi težave niso pretirano poglobile. Pa se seliva še naprej na gospo Mojco Erjavec. Evropska komisija je junija sprejela sporočilo o celovitem pristopu k duševnem zdravju, ki bo državam članicam in deležnikom v pomoč pri hitrem ukrepanju za reševanje izzivov na področju duševnega zdravja. Zdaj tule govorimo bolj o splošnem duševnem zdravju. Pri tem novem pristopu se priznava, da duševno zdravje ni omejeno samo na zdravje, ampak gremo čez področno, kot so področja, kot so izobraževanje, digitalizacija, zaposlovanje, raziskave, razvoj mest, okolje in podnebje, skratka malo bolj celosten globalni princip. Članica mreže Evropske komisije Gradimo Evropo, v katero so vključeni tudi lokalno voljeni predstavniki po Evropi, je tudi naša občinska svetnica, nekdanja vodja kabineta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospa Erjavec, ki bo vsem tem našem razmisleku dodala še eno evropsko dimenzijo. Gospa Erjavec, kakšni so pravzaprav ti ukrepi in prizadevanja Evropske unije na področju duševnega zdravja? Najlepša hvala, lepo zdrav vsem. Hvala tudi vsem mojim predhodnicam, s katerimi smo se že kdaj tudi prej srečali glede na področja mojega dela. Evropska komisija je prepoznala potrebo po obravnavi zdravja tudi v širšem kontekstu na tako telesnega kot duševnega zdravja. In ravno v pretekli pandemiji koronavirusa so se močno ali pa po njej zelo povečale te potrebe, zlasti med mladimi. Opazili so, da je kar eden od 5 mladih potreboval
pomoč ali pa izražal povečane potrebe na področju duševnega zdravja in v ta odziv je lanskega junija potem Evropska komisija sprejela sporočilo, v katerem je opredeljenih 20 vodilnih pobud. Te pobude seveda so različne in niso omejene na eno državo, nekako skušajo zajeti vse te stiske, ki se pojavljajo v vseh državah in ponuditi neke načine in orodja za obravnavo tovrstnih stisk. In programi, ki so jih moje predhodnice omenile, tudi spadajo med to vrstne vsebine. No, seveda vemo, da Evropska unija je pomagala Slovenijo po poplavah podpreti tako na področju te nujne solidarnostne pomoči, kot na področju tudi že vsakoletno humanitarne pomoči z programom za hrano. Zdaj pa bodo tudi ti programi za duševne stiske, za pomoč ljudem s povečanimi potrebami na področju duševnega zdravja lahko prišli tudi v upoštev za financiranje programov Evropske komisije. Tako da iz tega vidika govorimo o širšem pristopu, ki torej pomeni, da Evropska unija pomaga na različnih področjih. Kar bo verjetno tudi dolgoročno izjemnega pomena. Pač se zdaj obrnemo na drugi krog oziroma na tisto zadnjo polovico našega naslova, današnjega druženja. Kako naprej? Najprej mora biti, posredujeva mikrofon čisto na začetek, omizja stališča občine, kako naprej, kakšni so načrti, kako pomagati oziroma kakšna pomoč je v teku, do kdaj jo zagotavljate in na kakšen način, ter mora biti kakšen konkreten kontakt, kako v stik z vami, z nami. Za strani občine smo tudi imeli v preteklem mesecu dobrodelni koncert, tudi da smo tudi zbirali na tak način sredstva in pa tudi smo imeli odprt račun, kamor so se lahko nakazovala pač donacijska sredstva in vsa ta sredstva so bila zbrana v višini 42.768 evrov. Na zadnji seji občinskega sveta smo tudi sprejeli pravilnik, po katerem pač se bojo ta sredstva transparentno razdelila. Zdaj ta pomoč bo namenjena seveda fizičnim osebam, ki so utrpeli škodo in pa seveda občanom občine Ravne na Koroškem. Višina sredstev, ki bo namenjena, bo pač na podoben način, kot je bilo tudi za strani prve pomoči Karitasa in Rdečega križa nekako vrednotena po 3 škodnih stopnjah. Škodna stopnja 1 je ta najhujša, ko je pač bila popolnoma uničena hiša ali stanovanje in je bilo potrebno nadomestno bivališče. Tule bo možno dobiti sredstva v višini do 3.000 evrov. Potem je škodna stopnja 2, kjer gre za poškodbe in zalite stanovanjske prostore, torej bivalne prostore in pa uničeno opremo od bele tehnike, pohištva in tako naprej. Tule bo možno pridobiti sredstva v višini do 1.000 evrov in pa škodna stopnja 3, to pa je predvsem zaliti kletni prostori, kakšna garaža, kakšne manjše poškodbe na okolici, na okoliških zemljiščih. Tule pa bo možno pridobiti sredstva v višini do 500 evrov. Vloge so že na občini, objavljeno je javno povabilo, zaključi se v četrtek 9.11. Vloge že kar, bom rekla, kar pridno se zbirajo pri nas na občini. Ko bo ta datum se iztekel, se sestane komisija. Komisija je zopet sestavljena kar široko, to se pravi, so predstavniki Centra za socialno delo, Rdečega križa, Karitasa in pa občine. In bojo seveda po tem pravilniku ta sredstva razdelila. Drugače pa nasplošno podpiramo strani občine vse naše organizacije, vse javne zavode, društva, ki kakorkoli pač sodelujejo, tudi mislim, da delamo z roko v roki, tudi da pač bo najbolj
možna pač pomoč vsem, ki jo potrebujejo. Torej, ponovimo, do 9.11. oddamo vloge, na www.ravne.si pa vlogo tudi najdete oziroma v vložišču občine. Doktorica Mihelič Moličnik, mi bi pravzaprav zdaj tule lahko naredili celo razpravo, ker je tema res ekstremno široka, pa vendar se bomo osredinili na tisti del, kako naprej. Kaj ocenjujete, koliko časa bodo ljudje še zaznavali težave oziroma kdaj jih lahko z neko zakasnelo reakcijo pričakujejo in v kakšni obliki oziroma kaj bi sporočili ljudem, na kaj biti pozorni? Ja, pravzaprav s temi zapoznelimi reakcijami se že zdaj srečujejo ljudje, ne, ker v prvi fazi smo že prej govorili, kaj se je dogajalo, ne, ampak če neke stresne situacije trajajo dlje časa, se nekako tisti odziv človeški, ki na začetku zelo pomaga, se izčrpa, ne, in v bistvu izčrpanost je tudi na telesni ravni, ne samo na neki psihični, so utrujeni, ne zmorejo več, neprespani, vedno bolj v nekih takih občutkih brezupa, nemoči, lahko pa tudi na nek način vznemirjeni, da jih vsaka stvar že nekako spomni na to, kar se je zgodilo. Tako tisti, ki se s takimi težavami soočajo, sigurno potrebujejo potem tudi našo pomoč. Zaznali smo, da imajo več težav pravzaprav tisti, ki so res vse izgubili in ki še sedaj ne vejo, kaj bo sledilo. Pri tistih je pravzaprav največja nevarnost, da se te težave stopnjujejo do tega, da dejansko iz neke duševne stiske nekaj preraste v duševno motnjo, ki pa potrebuje potem tudi psihiatrično zdravljenje. Potem tisti, ko so recimo že prej imeli težave, to smo tudi opažali, nekateri ljudje imajo težave v življenju, se težko prebijajo, in so zdaj doživeli še poplavo, tam se je tudi večkrat potem zamajalo, so se zrušili in so že prej potrebovali tudi večjo podporo, večjo pomoč. Zdi se mi, da je pa vsem zelo, zelo pomagalo to, da so videli, da niso sami, da je skupnost pristopila, tudi država se je zelo potrudila iskati neke rešitve in so res videli, da niso vse na njihovih ramenih, ne. Tako da to sigurno pomaga, ne. In tudi to, da se med sabo povezujejo, da si medsebojno pomagajo, kar je pa, ste tudi vi lepo povedala, ne, kako je bilo takrat v tistem začetku. Pa še eno stvar bi mogoče izpostavila, da vseeno, ne glede na to, kako težko se soočamo z nekimi težkimi situacijami, ne smemo podcenjevati ljudi, ne. Ljudje so pravzaprav zelo prilagodljivi. To se je zdaj izkazalo, ker kot je rekla Jerneja, smo pričakovali, da bo naval, bom rekla, nekih stisk in potreb po neki pomoči, ampak so se zelo dobro tudi sami organizirali oziroma v tistih prvih urah ali pa prvih dnevih so si vse te zgodbe že podelili, ne, so v bistvu tisto dali že ven in so lahko na nek način začeli življenje naprej, ne. Seveda tisti, ki so si počistili domove, ki so lahko zdaj v svojih domovih spet nekako s občutkom varnosti, za tiste, ki pa ne, tisti pa na nek način ostajajo tudi še vedno v stiski. Izjemen je ta preživetveni nagon, da tako rečeva. In ko prebaviš tisti prvi šok, dejansko šele vidiš, kam naprej, kako naprej. Morebiti se mi je zdaj porodila še ena situacija, ki nam je skupna prav vsem službam, ta kadrovska podhranjenost, prezrtost strani financerjev. Naš delokrog se je pa pravzaprav prav vsem čez noč razširil ali pa fokus prenesel na drugo točko, medtem ko naše generalno delo pa še vedno ostaja. Tako da to je en poseben moment za prav vse te službe, ki so jim te poplave oziroma povodenj prinesle nov, obsežnejši krog dela. Mogoče bi samo to dodala, da je potrebno te službe res krepiti v mirnem času, zato ker takrat, ko pride do nečesa, se potem lahko odzovejo. In jaz vidim tu en zelo dober odziv vseh služb, ne glede na to, da je na začetku bilo mogoče malo kaotično, malo nepovezano, ne, mogoče smo potrebovali malo večjo povezanost, da se bi te stvari boljše skoordinirale, ampak službe smo se lahko odzvale, zato ker to že delamo, ne, ker smo že v akciji. In zato tudi apeliram, da se naj ne pozabi na nas v tem mirnem času, ne. Zdaj moram izpostaviti te naše
potrebe tudi Centra za duševno zdravje, ki se pa soočamo z na eni strani tudi neko prostorsko stisko, ker lahko bi še okrepili, bom rekla, naš tim, pa dejansko ne moremo potem zagotoviti jim, kje bodo delali. Tako da tu pa apeliram na naše ustanoviteljice, da se spomnijo na nas, ker so takrat, ko smo se ustanavljali, nekako izražale podporo, potem pa nekako tega ni bilo, tako da ne morem mimo tega. Absolutno podpiramo to idejo, vizijo celostno, torej vsi se strinjamo, kako izjemnega pomena je, da človek, ki je na terenu, je opolnomočen, se pravi, da ve, kaj dela, da ima možnosti delati, da ima svoj prostor, kjer dela, potem se lahko tudi karierno izpolnjuje. Morda še samo čisto na kratko informacijo, kaj lahko kot laik, kot posameznik, večkrat sem slišala med vrsticami in zaznala med vami, kako pomembno je razbremenilni pogovor, da preprosto ponudiš roko, dlan, pomoč. Kaj lahko mi spreminjamo kot posamezniki, kot laiki na terenu, glede na to, da doktorica Kajfež Bogataj napoveduje, da so pretresi, pa če smo čisto pri naravnih nesrečah, en nov del naše skupne realnosti? Jaz mislim, da moramo začeti pri sebi, se pravi, da poskrbimo za svoje zdravje, tako telesno kot duševno, potem, da ne pozabimo, da smo družbena bitja, da moramo krepiti naše vezi s sočlovekom. Zelo pomembna je socialna mreža. To sploh vidimo pri naših pacientih, ki so res tisti na skrajnem robu, kako pomembno je, da imamo neke akterje v skupnosti, kamor jih lahko usmerimo, ki jim pomagajo pri takih vsakodnevnih stvareh. Tako da mislim, da je pomembno delovanje za sebe in delovanje za našo skupnost in našo družbo. In če bomo na tem področju močni, potem bomo marsikaj lahko rešili, karkoli pač bo prišlo. Želim si, da bomo zelo kmalu lahko skupaj se veselili in nazdravljali novemu Centru za duševno zdravje na Ravnah. Do takrat pa seveda računamo na vašo pomoč. Kje pa vas najdemo v primeru, da se zdajle poraja vprašanje, kako do vas? Kje? Mislim, naš center že deluje, je že delujoč. Dejansko smo kot skupnostna psihiatrična obravnava že od 2013. leta na terenu. Zdaj od 2020 pa imamo tudi center v okviru zdravstvenega doma Ravne. Center za otroke in mladostnike so pa deloma v Prevaljah, deloma v Ravnah. Mi smo v različnih stavbah, tako da se je treba malo potruditi, da nas najdete, ampak mogoče v prihodnosti bomo res lahko delali nekje na enem mestu in se bomo tudi med sabo lažje povezovali potem. Hvala lepa, pa kar nadaljujemo s sosedo, kako naprej regijska koordinacija za duševno zdravje NIJZ Ravne. Ta prva pomoč, verjetno tudi delite mnenje z doktorico Mihelič Moličnik, prav zagotovo boste pritrdili vsemu, kar je povedala, pa morda če še dodate svojo dimenzijo. Ja, jaz moram mogoče ta skupnostni pristop malo še izpostaviti. Se mi zdi, da to je nekaj, na čemer lahko delamo, medtem ko to, da bi zdaj dobili kadra čez noč, ne vem koliko je zdaj nerealno, na dolgi rok, ja. Mogoče zdaj začnem z eno karikirano prispodobo. Človeku, ki je v stiski zaradi tega, ker je lačen, nekako ne bomo verjetno nudili razbremenilnega pogovora. Je takrat moramo vedeti, da je kaj je prvi korak, kaj takrat potrebuje. In če bomo mi razumeli, da to urejanje teh praktičnih vidikov življenja, to njihovo urejanje osnovne varnosti, bivališča, dobrin, ekonomske, fizične varnosti, bo dejansko vplivalo na to, da bo duševni stisk iz tega vidika manj. Ker negotovost in te nezadovoljene osnovne potrebe na dolgi rok dejansko terjajo svoj davek na duševnem zdravju, na medsebojnih odnosih. Tak pogled pravzaprav presega dojemanje težav v duševnem zdravju kot stvar posameznikove patologije. To je preplet, to razumemo preplet in bioloških, psiholoških, socialnih, ekonomskih vplivov človeške eksistence. In reševanje teh težav je odraz zrelosti družbe. Je stvar pravzaprav povezanosti vseh nas, vseh javnih služb, pa tako gospodarstva, politične volje. To mislim, da v osnovi moramo razumeti. Druga stvar, ki bi jo rada poudarila, je
da je v oktobra en članek sem brala, ki je povezal izkušnje z pandemijo COVID-19, kaj smo se naučili takrat, kar nam lahko koristi zdaj v tej ujmi. In zanimivo mi je bilo, da so v Veliki Britaniji ugotavljali, da se je stanje populacije že v aprilu 2020 precej stabiliziralo, o tej rezilientnosti, odpornosti, od kateri ste tudi vi govorili. In da so te težave, večje težave, anksioznosti, depresivnosti ustrajale približno pri 4% prebivalstev. Zdaj, zakaj so tam te težave ustrajale? Večinoma zaradi sekundarnih stresorjev. Kaj so to? To so bile to, kar ste tudi vi rekli, predhodne ene duševne težave, socialna prikrajšanost, finančna stiska in to moramo imeti v oziru, a ne? Začetni odgovori na katastrofo so dejansko pri veliki večini populacije duševna stiska, vendar stiska še ni duševna motnja. Ta se lahko razvija ali pa razraste točno v tem primeru, ko ne zmoremo, ne znamo kot družba skupaj odgovoriti na te druge življenjske potrebe ljudi, no? Manjši delež potrebuje specializirano pomoč. Večinoma so ljudje zadovoljili svoje potrebe v krogu bližnjih ljudi, družine, prijateljev, skupnosti. Posebej pozorni pa dejansko moramo biti na tiste občutljive, ranljive skupine ljudi, ki imajo že neke druge težave. Pokazalo se je tudi, da v teh naravnih nesrečah pomaga povezano delovanje služb. In jaz mislim, da v tem primeru se glede povezovanja se mi zdi, da smo kar dobro stopili skupno in zaradi tega se mi zdi, so mogoče tudi izidi malo boljši. Medsebojna vrstniška pomoč se je izkazala v tem primeru zelo, zelo pomembna. In tu bi rada nadaljevala naslednjo misel, da naša vloga krepiti te naravne vire pomoči v skupnosti, to medsebojno povezanost. Sem že prej rekla, tudi če bi vsaka vas imela svojega psihiatra ali pa kliničnega psihologa, ne bi rešili v bistvu stisk časa, v katerem živimo. To, sosed, ki nam zalije rože, ki nas ni, sodelavec, ki povabi na kavo, ko vidi, da nam ne gre dobro, prijatelj, ki pa pelje kanister vode še za nas, uslužbenec, ki ni zgolj uradnik, ampak tudi razumevajoč, zavzet človek, šofer, ki ustavi na prehodu za pešče, vnuk, ki obišče babico. To so vse te stvari, ki na to imamo vpliv in to lahko krepimo. In v teh kriznih časih se mi zdi, smo eno veliko kapaciteto pokazali, da to zmoremo pa znamo. Zdaj si pa zelo želim, da bi še na dolgi rok v bistvu krepili te naše pravzaprav zelo enostavne vire moči in pomoči. Priznana koroška filozofinja in sociologinja Renata Salecl je napisala zadnjo knjigo in jo poimenovala Čas grobosti. In proti grobosti se lahko borimo zgolj z več nežnosti, prijaznosti in empatije. Imam še cel kup stvari, ampak ne moram dati besedo komu drugemu. Res je, hvala lepa, morebiti bi samo odstrla še en del, da dejansko na NIJZ, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, zelo dobro deluje to tudi preventivno. Imate kupico enih programov od SOP-a do zdrava šola, zdravi vrtci, zdrava mesta, kupica projektov, ki pravzaprav nagovarjajo k temu in dajo možnost posamezniku. Ja, hvala. Dejansko včasih kar pozabimo, da kar dosti programov, projektov že obstaja in da je tudi, smo veseli pravzaprav, da to v okolju se pripozna. Je pa vedno še prostor za več. Jaz bi mogoče zdaj sem izpostavila to psihološko prvo pomoč, ko v tem času pride zelo prav. Tu smo v zadnjih 2 letih kar 14 takih predavanj izvedli, v bistvu za laično javnost, da nekako povečamo to pismenost tudi na področju duševnega zdravja, da ljudje prepoznamo, kaj se z nami dogaja ali pa z sokrajani in da vemo, da se ne ustrašimo, kako pristopiti, na kak način spregovoriti in kam usmeriti, kje pa dejansko so viri pomoči že sedaj v okolju prisotni. In prva vrsta verodostojnih informacij. Torej še v vašem imenu poziv, da se pridružite oziroma odzovete njihovim vabilom. Pa morebiti, če nadaljujeva še CSD Koroška, imate vi kakšen načrt za naprej, kako je organizirana vaša pomoč v prihodnje? Zdaj se bo menda tudi ta prva interventna pomoč iztekla. Ja, te izredne denarne socialne pomoči bomo dodeljevali oziroma vloge sprejemali do konca tega leta, se pravi do 31.12.2023. Pričakujemo, da bomo vloge potem rešili nekasneje do konca januarja, se pravi v februarju predvidevamo, da bo tudi zadnja izplačila.
s tem, da morajo ljudje potem do 30.6.2024 še izkazati to oceno oziroma višino škode. S tem se zdaj nismo toliko ubadali. V vsem tem času bomo še vedno nudili prvo socialno pomoč in seveda osebno pomoč tistim, ki bojo ocenili, da bi rabili več tega svetovanja in vodenja. Delovali bomo tako kot do sedaj in se bomo odzivali še naprej na vse te potrebe, ko bojo izhajale iz okolja. Moram pa reči, da je res, center je fejst omejen z zakonodajo in nam vse te organizacije so zelo, zelo pomembne, da skupnost lahko dobro deluje, tudi da smo jim hvaležni, da lahko tako dobro sodelujemo. Moram reči, da je res dobro sodelujemo z vsemi in da to se tudi zdaj pokazalo, tako je že predhodnica rekla, za zelo pomembno za posameznika in skupnost. In take dobre prakse si želimo tudi v prihodnje, mora biti jo Mojca predstavimo tudi v Evropo in se tam tudi poimenujemo kot en primer dobre prakse. Gospa Magdalena Piko, tudi vi se soočate, verjamem, s kopico enih izzivov delovnih, kar se tiče delovanja Rdečega križa, od dostopnosti do informacij, do katerih lahko prihajate in ostale tehnikalije. Kako ste si pa vi zamislili korak naprej oziroma kaj vam sledi pritiče pri delu? Prehajamo v fazo, ko zbiramo podatke za pomoč posameznikom najranljivejšim, torej tistim, ki so utrpeli veliko škodo, družinam, ki imajo nizke dohodke, bolezen, šoloobvezne otroke. Pomoč bomo nudili tudi tistim, ki se še sploh niso izpostavili, ker jih je sram, kar je pri nas prisotno. Ugotavljamo, da je socialna ogroženost stigma in se s pomanjkanjem raje borijo sami, kot pa da bi se izpostavili. To pri nas postavljamo kot osrednji problem. Potem izpostavljam tudi naše prostovoljce, ker zdaj že mineva skoraj ta 3. mesec in ko sem rekla, slišijo nešteto zgodb, dotakne se jih, normalno vse smo ljudje in zgodbe se nas dotaknejo in že tudi naši prostovoljci izgorevajo. Dosegljivi smo preko socialnih mrež, imamo pisarno območnega združenja na Ravnah pri Žihu 24 nad Mladinsko, kjer smo prisotni dejansko od 7. pa do 3. ure popoldne oziroma sigurno od 8. do 12. ure, kjer lahko nudimo pogovor, poslušamo, svetujemo, pomagamo, kam se lahko kdo tudi zateče. Pomembno je, da če povem, kar mogoče prej nismo, ker smo rekli, ne bomo v številkah, ampak na Koroškem je bilo vlog za nacionalna sredstva cirka 1500. Med sabo smo si jih razdelili med Rdeči križ in pa Karitas vsak polovico. Mi smo tudi že razdelili vrednostne bone v višini 100.000, hrane v tonah, da govorimo. Zdaj smo v fazi, ko delimo druga sredstva Rdečega križa v višini 1 milijona, na nacionalnem nivoju govorim, in pa Radia 1 tudi 1 milijon. To so bolj, se tiče poplavljencev pod vlogo A in pa pod vlogo 1 in pa 2. Bi pa jaz tu lepo prosila, kar se tiče, ker mi govorimo bolj o stiskah, ko pa o materialnih pomočeh, bi prosila mojo kolegico, da predstavi predloge in pa opažanja Rdečega križa na področju sodelovanja z Ministrstvom za zdravje in pa NIJZ-ja. Prosim. Ja, z nami je gospa Špela Kenda iz Rdečega križa Slovenije, pa bi morda res čisto na kratko po teh alinejcah, kakšen je plan naprej. Hvala za besedo. V bistvu mi smo zdaj prešli fazo, kjer smo od vrat do vrat nudili prvo psihosocialno pomoč, nudili so jo prostovoljci. 30. septembra smo te, kako lahko rečem, storitev zaključili, kar je zdaj usmerjamo program v to, da ne samo iz reševanja stisk, da gremo v krepitev odpornosti
To pa želimo narediti na način, da krepimo skupnost, da bomo krepili v bistvu tudi zavedanje o duševnem zdravju, v bistvu o neki sami pomoči in na tretji način je še krepitev lokalnega Rdečega križa, pač vključevanje prostovoljcev, vključevanje laične javnosti, kako se lahko vključijo pri nudenju prve psihosocialne ali pa prve psihološke pomoči in kako lahko tudi take programe podprejo kot v bistvu izvajalci ali pa peer-to-peer na koncu, se pravi, da si pomagajo en drugmu. Kar bi bilo za nas dobrodošlo, sicer to zdaj iz centri v bistvu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje preko programa Mira se to ravno kar pogovarjamo, kako v bistvu bomo vsi organizacije, katere aktivnosti razdelile, ker ko že ves čas opažamo, posebej ob nesreči, ko je bila takega obsega, potreb je preveč. Če ne delujemo usklajeno, drugače ne gre. Premalo nas je pomočnikov, da lahko vsem zagotovimo pomoč. In tudi, če združimo moči, nas je še zmeraj premalo. In v bistvu, kar je zelo pomembno, kar že cel čas danes ugotavljamo, je to, da imamo koordinatorja, da smo povezani in pač, da vemo en zase, kaj počnemo in da lahko tako naslovimo pomanjkljivosti oziroma luknje, ki se pojavljajo. In zagotovo zdaj v tej fazi, ko načrtujemo programe naprej, jaz lahko že povabim vse, ampak mislim, da bo tudi na JZ to pokril, da se nekako neke potrebe pobere, da vidimo, kje so zdaj najbolj akutne in kako to nasloviti, da bo tudi, kako radi rečemo, kulturno primerno implementirana programi. Ne? Ker ni sam namen, da programi so, namen programov je, da se jih bojo ljudje udeleževali in da bojo imeli nekaj od tega. Hvala. Hvala, da delujejo in da služijo svojemu namenu. Hvala lepa. Gospa Marija Prikržnik na Karitasu, kako vi kanite v prihodnje izvajati svoje naloge? Zdaj se vam je, kot smo ugotovili, že uvodoma krog nekoliko razširil, še vedno pa ostaja vaša osnovna skrb 90 družin, za katere že skrbite in poznate. Kakšen je korak naprej? Torej, naprej bo župnijska Karitas nadaljevala vse svoje aktivnosti, vse svoje programe, tako za te družine, ki so v stiski, tako za starejše, bolne, osamljene, za katere pač skrbimo na različne načine tekom leta, nadaljevala z svojimi akcijami, ki jih imamo, seveda v sodelovanju z Nadškofijsko in Slovensko Karitas, kot sem že prej povedala. To, kar se je pa zdaj zgodilo, je pa naša naloga oziroma tudi želja, da spremljamo tudi te ljudi, ki so zdaj doživeli nesrečo. Mi nismo zdaj le zaključili, ker smo jim pač pomagali tako ali drugače, ampak da bomo spremljali in seveda se odzivali na potrebe, ki še bodo prišle, a ne? Mogoče še kasneje, nekateri, ki se bodo preselili v novo stanovanje, zagotovo spet pridejo neke potrebe in tako naprej, tako da bomo to budni in čuječi, kar se tega tiče. Je bilo že prej, so kolegice omenjale, tudi v naši Karitas pač hočemo krepiti te medčloveške, medosebne odnose. Jaz bi rekla tako, na naravne nesreče nismo nikoli dovolj pripravljeni, pa vendar se človek lahko tekom življenja opremi z nekimi veščinami, da če pride do nekaj takega, izpostavila bi hvaležnost, da se učim prositi za pomoč, to je zelo težka stvar, da znam sprejemati pomoč, to smo videli, da ne gre tako lahko, a ne? In seveda, da hvaležno prejemam, če mi nekdo ponudi roko in tako naprej. Recimo, da se v tistih vsakdanjih opravilih zanimamo za sočloveka, vse je že praktično bilo povedano, ta sočutnost, radi rečemo, jaz se pa ne bom vtikal v druge. Jaz bi pa rekla, da vtikati v druga življenja se kar znamo, ampak čisto nekaj drugega pa je sočuten pristop do ljudi, se tako res čuteče in sočutno zanimati, kako nekomu gre, to pa nam bo težko kdo odklonil, a ne? Ampak tega se moramo pa učiti. Je čisto nekaj drugega, kot pa ja,
se tako radovedno vtikati v neke druge ljudi, a ne. No, to mislim, da pri Karitas že kar delamo in bomo to delali še naprej. Seveda, mi se zavedamo, da je egoizem in individualizem največji sovražnik, a ne, naše družbe in zato prav hočemo to mrežo, kot je bilo že prej povedano, nekih teh odnosov širiti. Kot pastoralna delavka in predstavnica Karitas bi rada izpostavila tudi pomen vere. Če je nekdo veren, tudi v moči svoje vere premaguje težave. To je dejstvo in zato pač vernim ljudem mi tudi skušamo krepiti to osebno vero, da bodo v težavah bolj močni. Rada bi rekla tudi to, če nekdo ni glih ravno veren, pa je duhovno prebojen, je že bilo prej tudi omenjeno, bo tudi v teh težkih trenutkih videl svetle točke. Tako da tu je naša naloga, ne, da krepimo, da bodo ljudje močni v tistem vsakdanjem življenju, ker potem bo lažje. Ne. Drugač pa pred nami je zahvalna nedelja, to je 5. novembra jo obhajamo. Župnijska Karitas takrat povabi ljudi dobre volje, da napolnijo Karitasove vrečke z živili. Zdaj pa gledajte, kaj to pomeni. Ne samo, da jaz darujem zato, ker nekdo potrebuje. Najprej sem jaz iz lastne hvaležnosti to naredil. Se pravi, v bistvu sem ukrepil tudi sebe. Ko sem v vrečko dal neko hrano, ki jo bo nekdo rabil, sem ukrepil tudi sebe, svojo hvaležnost do tega, da nekaj imam. No, tako da to je zdaj kar pred vrati že, a ne. Potem Slovenska Karitas obeležuje vsako leto teden Karitas, je tudi tako rekoč že pred vrati od 27. novembra do 3.12. z geslom Upanje za vse. Sem prepričana, da so izbrali to geslo prav na podlagi tega, o čemer se tudi danes pogovarjamo in da so pač nekatere župnijske Karitas na področju, kjer je pač bila ta katastrofa. Ne. Naša župnijska Karitas je na voljo vsak drugi in četrti torek v mesecu, Stara ulica 7, imamo prostore, takrat je dežurstvo, sodelavke so na voljo tako za pogovor, kot za to, da pač kdo predstavi, kakšno pomoč potrebuje. Naša vodja, gospa Jožica Ruprecht, ki je tudi tukaj prisotna, na njeno telefonsko številko, ne vem, če jo povem, lahko tudi. 051 242 752 oziroma 2, je pa njena številka, na katero je dosegljiva. Pa še druge sodelavke Karitas, sodelavci Karitas so na voljo, ljudje nas tako večinoma poznajo, pa se lahko na kogarkoli od nas obrnejo kadarkoli, a ne, ne samo v tistih torkih, ko smo na razpolago. Sama osebno sem tudi usposobljena za življenjsko svetovanje, je pa res, da svetovalnice Karitas nimamo odprte, ker je bilo že prej rečeno, da ni tako neke velike potrebe, pa dejansko ljudje vejo, da lahko povprašajo oziroma pridajo na pogovor. Hvala, to je tudi del odgovora na vprašanje, kako naprej, nekaj kontaktov, nekaj možnosti izbire. Gospa Jovan, pa še za vas, kako ste si pa pri programu zagovorništva oziroma pri vas v društvu Altar zastavili cilje za prihodnost? Tekom te izkušnje smo ugotovili, kako zelo pomembno je krepiti duševno zdravje, kar je bilo predstavljeno strani predhodnic, mislim, da kar vsaka. Tudi mi zaradi tega s še večjim zavedanjem bomo delali stvari, ko jih tako in tako že počnemo do zdaj. Veliko dela na promociji duševnega zdravja, tudi na ozaveščanju in izpostavljanju pomenu tega v družbi nasplošno, da družbo okrepimo, da bomo lažje prešli izzive v takih okoliščinah, kot so bile neurja, ujme, poplave, da bomo lažje ostali trdni, lažje to prešli
prešli. In eno takih predavanj ravno organiziramo 5. decembra v družbenem domu na Prevaljah. Aljoša Bagala bo govoril o pomenu duševnega zdravja, tako da mogoče na tem mestu povabilo k temu. Na programu zagovorništvo svetovalnice z elementi dnevnega centra pa bomo velik pomen namenili tudi in veliko dela našim novim vsebinam, ki jih bomo prilagajali potrebam iz okolja. Zavedamo se, da uporabnikom, ki se kontinuirajo vključujejo v naše programe, naši programi zelo veliko ponudijo in to se je izkazalo predvsem v času poplav, ko smo morali vsaj fizično za ta 2 programa vrata zapreti, je bilo klicov z njihove strani ogromno. Tudi od tistih, ki niso bili žrtve poplav. Predvsem iz tega vidika, ali boste še obstajali, kdaj boste spet odprli vrata, kdaj lahko pridete, ali ste v redu. Kot nek strah, kam bodo lahko prišli, ali bodo lahko še ta stil življenja živeli naprej, kot so ga sedaj, ker kot je bilo tudi rečeno, mreža, kamor se lahko ljudi obrnejo, je zanje res zelo pomembna. Tako da tudi v tem delu bomo nadaljevali. Hvala lepa. Hvala. Ja, ker nas že čas malce preganja, mora biti še Mojca Rjavec, kako si Slovenija lahko zagotovi v tem konceptu Healthier Together, se pravi skupnostnega zdravja, da umestimo še svoj, da pristavimo svoj lonček k dogajanju, ali pa morda celo, da s kakšnimi posebnimi primeri izstopamo? Ja, kot ponavadi na evropski ravni pač so razpisani programi in projekti, nekateri tako, da se na nje prijavljajo same države in potem države oziroma države dobijo določena sredstva, ki jih potem razporejajo, včasih pa tudi se lahko organizacije direktno prijavljajo, tako da tu lahko samo svetujem in gotovo to moje predhodnice že dobro poznajo, spremljanje vseh razpisov na državni in pa tudi evropski ravni. Sama sem recimo že predlagala, da se na občinski ravni povežemo in tudi uredimo, zagotovimo kakšen projekt v okviru lokalne akcijske skupnosti, skupine, torej LAS, ki bo namenjen duševnemu zdravju, da ga bomo spremljali tudi znotraj naših lokalnih skupnosti. Jaz ostajam na razpolago za vse informacije, če boste želele, tudi kasneje ali za kogarkoli, mogoče več informacij o teh razpisih. Bi pa se odzvala še na gospo, ki je omenila Center za duševno zdravje in pa občine, ker na občini Ravne smo o tem že tudi razpravljali, gotovo tudi v okviru občinskega sveta. Jaz zagotavljam, da za to posluh je in bi tudi mogoče tukaj veljalo biti pozoren še na kakšne evropske razpise, ker je tem vsebinam pa namenjenih res tudi že vse več sredstev in tudi kar precej možnosti obstaja. Tako da jaz se za prihodnost duševnega zdravja ne bojim v Mežiški dolini in sem hvaležna vsem, da delujete, občini pa za organizacijo. Moramo povedati, da je bil tudi župan podpornik teh vsebin in je podprl to okroglo mizo, žal pa danes ne more biti z nami. Tako je in vam prenašamo torej lepe pozdrave tudi od doktora Tomaža Rožena. Pa če potegnemo pod črto, pomembno je, da se zavedamo, kot je dejala doktorica Mihelič Moličnik, da so taki občutki, ki smo jih kar nekaj stresli danes iz rokava, cela plejada jih je od šoka, stresa, strahu, anksioznosti, nespečnosti, osamljenosti, povsem razumljivi v težkih časih. Ključno je poiskati podporo in se pogovarjati o tem, kaj doživljamo, preživljamo. Spoštovani udeleženci okrogle mize, v tem konstruktivnem dialogu smo se osredotočili na povezavo med naravnimi nesrečami in duševnimi stiskami, ki jih slednje povzročijo. Poudarili smo, kako poplave, zaliti domovi, evakuacije prebivalcev in plazovi zrušijo tudi naše notranje ravnovesje, ravnotežje, naše čustveno počutje in naše duševno zdravje. Nekaj smo se dotaknili tudi teh intenzivnih čustev, čustvovanj, s katerimi se soočamo, srečujemo v teh situacijah, ter o tudi tistih bolj dolgoročnih posledicah, ki jih ti prinašajo. Torej še enkrat več, pomembno je, da prepoznamo,
da so duševne stiske prisotne, po naravnih nesrečah normalne, da se jih ne gre ne sramovati, še manj ignorirati ali zanemarjati. Medsebojna podpora, tako družinska, torej najožja, kot tudi tista skupnostna, pa je ključnega pomena za okrevanje. Poudarili smo tudi pomoč oziroma namen in pomen iskanja te strokovne pomoči, kot je psihološka ali terapija, ki nam lahko pomaga v nadaljevanju. Pa še nekaj se je lepo izkristaliziralo iz našega pogovora, kako pomembno je izobraževanje in ozaveščanje, torej izobraževati tako o duševnih stiskah, ki jih povzročajo naravne nesreče, ter o tem, kako, kje, kdaj in pri komu poiskati pomoč, ter prav tako opolnomočiti strokovnjake in prostovoljce na drugi strani, ki se ukvarjajo s tem področjem nudenja ustrezne podpore. Druga točka pomembne ugotovitve dneva je izgradnja odpornosti. Govorili smo tudi o slednji, torej s pomočjo opolnomočenja lahko ljudje razvijajo veščine za obvladovanje stresnih situacij in se tako krepimo tako posamezno kot tudi skupinsko. In kot se je izkazalo tudi kot tretje v tej povodnji, mobilizacija skupnosti, torej to spodbujanje sodelovanja med prebivalci, organizacijami, oblastmi, humanitarnimi agencijami je ključno za zagotavljanje potrebne pomoči in podpore. Prva je že tista ponujena v družini, druga strani soseda, sokrajana, ki se je izkazala tudi za najboljši prvi obliž. Hvala vsem, spoštovane dame, za vaš čas, ali pa ne, bom šla nazaj, najprej za vso opravljeno delo v nedavni preizkušnji, ki je pretresla tudi nas in ki nas je vrgla iz nekih ustaljenih delokrogov, delovnih okvirjev. Torej iskrena hvala za vaš prispevek in za vso strokovno podporo, pa seveda tudi hvala za vaš današnji čas, za vse povedano, za sodelovanje, ki je ob prispevanju k vedenju naše lokalne skupnosti neprecenljivo. Tako za preventivo kot kurativo oziroma obliž na naše, upam, ne preveč načeto duševno zdravje. Hvala vsem dobro in hvala tudi vam za pozornost.